Marko Berzela, ki je znan obraz ansambla Spev, poleg vokala igra tudi bobne, povezuje, govori šale, vriska, bere registrske tablice avtomobilov, ki zaparkirajo druge, našteva sponzorje, oglašuje srečelove, vozi kombi domov z veselic, piha, če jih ustavijo policisti, ob koncu pavze poišče Eda in ga pripelje nazaj na oder, organizira družabne igre na privatnih zabavah, lovi neveste, ureja njihov Facebook profil, spletno stran, sodeluje z mediji, preusmerja klic oboževalk na ostale člane. Vse to mnogi že veste. Morda pa niste vedeli, da obožuje tišino, mir in knjige. Ob vstopu v novo desetletje je izdal svojo prvo knjigo v črno-belih barvah, opremljeno s čudovitimi otroškimi risbami. Njegov knjižni prvenec nosi zanimiv naslov: Pobarvana brata in druge zgodbe. Ja, v knjigi najdete 28 zgodb. To je kar ena simbolika. Namreč, kot sem že omenil, knjige oziroma zgodbo sem pisal na dopustu in vsak dan sem si izbral en spomin iz otroštva, ki sem ga zapisal na papir. V knjigi so torej zbrani njegovi posebni spomini na otroštvo, ki je bilo, kot pravi sam, čudovito. Zakaj pa ravno 28 zgodb? Ker je 28. marca letos dopolnil 40 let. Lahko bi jih še mnogo napisal. Zdaj, ko so že moji domači in ostali prijatelji zgodbe prebrali, še vsak reče, zakaj pa nisi napisal tisto, ko smo to in ono. In pravim, če bi hotel vse napisati, kar sem doživel, bi bilo zgodb več kot 100 lahko, ampak zato človek potrebuje čas in mir. Zato je pač nastalo 28 zgodb in vsaka ima zelo močno vsebino. Če boste knjigo vzeli v roke, boste Marka spoznali skozi oči navihanca, ki sicer priznava, da je kljub letom v srcu še vedno majhen fantič. Ko pa sem pisal knjige, sem pa res razmišljal o tem, kako sem preživljal otroštvo. Sploh z bratom sva marsikaj špičila. Doživel sem veliko lepih dogodkov, ki so se mi vtisnili v srce. In tako sem v pisanju užival, se večkrat na glas tudi med pisanjem zasmejal, pa tudi zajokal. Se pravi, zgodbe so močne in če jih človek hrani v sebi in ko jih potem nekako prelije na papir, še toliko bolj čuti vse, kar se je takrat meni kot otroku dogajalo. Pobarvana brata in druge zgodbe najdete na policah knjižnic, tudi knjigarn. Lahko pa naročite kar pri Marku osebno. S pomočjo knjige imate priložnost, da ga spoznate na drugačen, umirjen način. Trenutke, ko je popolnoma sam ali objema njegove najdražje, še posebej ceni. Mogoče se tu pokaže, da sem malo zrelejši ali pa malo bolj zrel, kako bi se temu reklo, in so prišle na plan bolj tiste stvari. Mogoče si vzamem več časa za tiste stvari, ki si včasih toliko nisem. In ena izmed takih stvari je očitno tudi to, da začne človek pisati knjige. Nam je všeč tudi takšen Marko. Pa vam?